Torej, danes bomo govorili o tem, zakaj je dosedanje pristope do poslovanja potrebno spremeniti, na kakšen način to narediti. In seveda pojasnili bomo tudi predloge oziroma neke vrste ideje, kako boste to vključili v vaše delo, zato da bi delo potekalo bolj učinkovito. Prva stvar, za katero bi vam resnično priporočal, da se jo lotite zelo konkretno, je, da preverite, kaj je pravzaprav tisto, kar menite, da bi pri vašem delu bilo potrebno spremeniti. Včasih so to pristopi, včasih so to cene, ceniki, včasih so to storitve, recimo veliko je teh stvari v kozmetičnem salonu, za katere je potrebno ugotoviti, koliko se potrebujejo, česa oziroma koliko se nečesa izvaja, na kakšen način se to počne in vedno obstajajo neke nove možnosti in priložnosti za to preoblikovati. Seveda, da bi pri tem bili uspešni, je potrebno najprej pripraviti določen načrt in seveda vse to so pravzaprav ene priprave na te spremembe, ki jih boste izvedli. In preprosto rečeno, boste nekaj odvzeli, spremenili torej, ali pa dodali, zato da bi poslovanje lahko potekalo na drugačen način. Pri informacijah, ki jih boste prejeli, oziroma informacije, ki jih boste dajali tudi vašim zaposlenim, glejte, da bodo konstruktivne, zato koliko je mogoče bodite sistematični in vse postopke pojasnite točno po korakih. To je podobno kot pri strankah. Torej, pri strankah vedno pojasnimo, zakaj nekaj delamo, zakaj izvajamo določeno storitev na takšen način. Pri zaposlenih je pa seveda potrebno to predstaviti, zakaj je to dobro, da določene aktivnosti izvajamo po metodah, ki smo si jih določili, oziroma standardih, ki smo jih za to pripravili. Zaposlenim vedno povejte, zakaj torej delate na takšen način, kaj želite doseči, kakšen je cilj vseh, ki delamo pač v tem, ki delate pravzaprav v tem sklopu tej vaši skupnosti, kako ga boste dosegli in zakaj sledite ravno takšnemu cilju, ko ste si ga zastavili. Seveda, če želite biti z njimi skupaj uspešni, morate z njimi tudi skupaj postavljati cilje. Vendar bodite previdni pri tem, da jim jasno tudi poveste, kaj boste naredili v trenutku, ko bodo cilji doseženi. Bodisi, da jih boste nagradili, bodisi, da si boste cilje ponovno zastavili na drugačen, morebiti celo na bolj produktiven način, kakorkoli, vendar to morajo vedeti. Skrbite za to, da ohranite nadzor nad tem, kar ste zastavili. Torej, kot vodje salona vedno spremljajte, kaj se dogaja, kako grejo ti koraki naprej, kako se zadeva razvija, zato da boste tudi vnaprej lažje delovali, poslovali, ljudem pomagali. Torej, zaposleni, ko čutijo, da jim vodja, ne glede na njegovo zahtevnost, omogoča neke vrste sigurnost in varnost, se v takšnem okolju počutijo dobro in zato so tudi produktivni. Ne bodite nestrpni ali prepričani vase, da tega ne zmorete, kajti to počne veliko ljudi. Nekateri pridejo, kot ste že večkrat opazili, do neke polovice, pol pa ne zmorejo več in rečem, kaj se s tem ukvarjam, če je že prej to dobro teklo, zakaj nisem pustila, da teče še naprej. Dejstvo pa je, da če ste prišli do tukaj, ste s tem pokazali, da znate biti potrpežljivi, da imate znanje, da to zmorete in zato je prav, da to tudi spremljate in skušate narediti največ, kar je v vaši moči. Edino, kar potrebujete, so smernice, s katerimi se boste lažje osredotočili na vse to, kar počnete. No in ravno te smernice mi prikazujemo oziroma učimo v naši akademiji, zato veliko kozmetičark, ki se odloča za šolanje pri nas, je prišlo do spoznanja, da so pridobili resnično veliko nekega novega znanja in veliko nekih informacij, idej, kako sprovajati, bom rekel, delo po nekih novih metodah, po nekih novih načrtih.
In tako so uspeli narediti velik korak naprej in to želim tudi vam. Torej, jaz bi vam predlagal kot nek nasvet za današnji dan, da najprej verjemite sebi in naučite se najprej sami vsega, kar omogoča, da lahko pomagate tudi drugim. Torej, to bi bilo za danes in verjamem, da tisti, ki nas spremljate, že poznate, veste, kako delujemo in na kakšen način tako delujemo, ampak predvsem pa veste, kakšno znanje lahko pridobite, zato da bi vaše poslovanje potekalo seveda bolj učinkovito in za vse vključeni v ta vaš proces dela zadovoljivo. Toliko za danes, želim vam en lep in uspešen dan in seveda, če vam je bilo ta naša predstavitev všeč, spodaj kliknite, lajkajte, lahko tudi kaj napišete oziroma lahko se tudi naročite in boste vsako jutro to prejemali kot neke nasvete, ki jih boste v praksi lahko uporabili. Lepa hvala, lep in uspešen dan in se vidimo. Srečno.